Letos se je udeležilo 33 mojstrov peke kruha, ki so svoje kruhe prinesli k nam na ocenjevanje. Tudi, da smo izjemno veseli, da nas je teh 33 tekmovalcev popeljala v te praznične, čarobne urice okušanja njihovih slastnih kruhov. Dejansko je bilo ocenjevanje za celo komisijo izjemno naporno, ker med temi dobrimi okruhi določa tiste nianse, ki na koncu pa le odločijo o tem, kateri kruh je v eni od kategorij zmagovalni, kar odgovorno delo. Pri tem želimo biti res objektivni, čeprav je okus vedno tudi del subjektivnega občutka in na koncu upamo, da bo res zmagal tisti najboljši, po prepričanju vseh tudi ostalih prisotnih na tem dogodku. Kakšen je pa pravzaprav namen tega tekmovanja? Namen tega tekmovanja je spodbujati peko. In peka kruha se zdi čisto enostavna, pa pravzaprav ni enostavno. Ugotavljamo, da tisti, ki pečemo zelo, zelo pogosto, lahko rečemo, da je peka kruha celo ena najtežjih stvari, da vsakič, ko ga pečeš vnaprej, nisi prepričan, da bo res nastalo tisto, kar bi želel, kar pričakuješ in da je vedno še prostor za izboljševanje. Pomeni, večkrat pečeš, večkrat te vlečeš, še bolj bi želel naslednjič narediti še nekaj boljšega. In to je tisto, kar bi mi radi. Da bi ljudje okusili to ljubezen do peke kruha in da po drugi strani pa vendarle še nekako poskušamo povezovati, da tisti, ki se tukaj srečajo, med sabo izmenjujejo izkušnje, drug drugemu svetujejo in na koncu postanejo tudi dobri prijatelji.